In smo že nazaj. Z mano je prvi gost in mogoče za začetek lahko malce povemo o njemu, da bomo lažje začeli. In sicer pogovarjali se bom z Anando in govorili bomo pa o temi, ki je meni zelo blizu, in sicer o meditaciji. Poznamo, mislim, zelo rada raziskujem in kako bomo rekli, raziščem ta nova področja duhovnosti, ki so na današnjem, mislim, v današnjem svetu, in zato zelo komaj čakam, da vam predstavim naslednjega gosta, kot sem rekla, Anando. In Ananda meditira že od svojega 18. leta, kar je že dobrih 26 let. Z meditacijo in duhovnostjo se je pa sicer srečal že prej, pri dobrih 11-12 letih, ampak je v življenje meditacije zakorakal globoko pri 18 letih. Njegov učitelj meditacije pa znani duhovni učitelj Šri Chinmoy, upam, da sem to prav povedala, ki pa je zapustil ta svet leta 2007. In nekaj let nazaj je Ananda začutil potrebo, da notranji mir, to radost in druge pozitivne lastnosti deli z drugimi ljudmi. Namreč sam je tudi kot najstnik šel čez težko obdobja tesnobe, paničnih napadov in takih zadev, in zdaj pa pomaga to deliti z ljudmi, tako da jaz bi že rada pozdravila mojega gosta. Dobro jutro. Pa mogoče za začetek, Ananda, kako to, da si se tako mlad začel srečevati s takimi stvarmi, kot je meditacija in sama duhovnost? Ja, to se je začelo tako, bom rekel, naključno, tam pri 11-12 letih, ko sem treniral karate. In sem bil kar zagrižen karateist. Ja. In vsi moji učitelji so bili učitelji karateja, so se tudi z jogo ukvarjali, v bistvu, ne. Ampak jaz kot najstnik, kot tako mlad, me to nekako ni tako zanimalo, je to bolj ostalo v podzavesti, ne. Tako da sem, poleg karateja so me tudi vabili na razne seminarje joge, in potem pač, ko sem prišel v to puberteto, sem nehal z karatejem in vse skupaj pustil. Potem pa, ko sem bil star 17-18 let, se je v meni spet pač rodila ta želja po jogi in meditaciji. Joga in meditacija sta zelo povezani. To me zanima. Ja, enostavno, v bistvu nekako sem čutil, tako sem razmišljal, ni mi bilo dovolj samo to, v bistvu že ko sem bil mlajši, sem se spraševal, na primer, ko smo doma sedeli, ne vem, zdaj se imamo radi, je vse v redu, lepo je, ampak to ne bo večno trajalo, ne. To, kakor je že, kakor mlad, kakor 9-10 letnik so me te misli prihajale, ne. Zanimivo. In nekako še je težnja, stremljenja v meni rodilo pri 17-18 letih, da bi, ni mi bilo dovolj v bistvu to, ne vem, narediti kariero, živeti, imeti otroke in to in potem enostavno vse izgine, v bistvu pač. Tako da je bila to neka notranja lakota po višjem smislu življenja, v bistvu. Razumem. Največ, kar je, bom rekel, botrovalo temu, da sem vstopil v duhovno življenje oziroma v svet meditacije, je to pač ta težnja po višjem smislu življenja, pa tudi malo, ampak to zelo malo, bom rekel, 10% te, bom rekel, težavice, tesnoba in tako naprej. Ja, pa recimo poznamo veliko enih razlag, kaj pomeni meditacija, ne. Pa me zanima recimo, kaj je tvoja razlaga, ali pa recimo iz svojih lastnih izkušenj, kaj je meditacija? Ja. Zdaj, meditacija je lahko samo eno, ampak definitivno, mislim, zdaj mogoče bo nekdo mislil, da meditacija je samo to, kar jaz povem. V bistvu, nimamo samo telo, imamo, ne, večina nas skrbi za telo samo, ne. Kot fizično? Kot fizično telo. Recimo z rekreacijo? Ali ja, pa ne vem, jemo, hrana, umivamo se in tako, ne. Kaj pa na primer, misli, pa emocije, ne, občutke, ne. Človek je sestavljen iz 5 delov, ne.
telo, kar vsi poznamo in kar mislimo da smo, ne? Telo samo od sebe, v bistvu, mi nismo telo že po samem tem, ker sama telo je materija in materija se ne more gibati, če ni motorja. Motor je duša v bistvu. Ne? Tako da to bi bilo, kot bi se, ne vem, pralni stroj samo od sebe gibal, naprimer, če je tak banalen primer. Tako da rabimo nekaj, da nas vodi. Se pravi, telo, duhovno srce, vitalno bitje, ta abdominalni del, kjer so emocije, kakor je, ne vem, predvsem negativne emocije v abdominalnem delu, strah, ljubosumje, depresija, bes, tako naprej. In potem imamo dušo. Ne? In največ, kar smo duša v bistvu. Ne? Nekateri pač ne marajo izraz duša, pravijo sila, energija. Pač meni je izraz duša v redu, mi najbolj odgovarja. In meditacija je, ko z določenimi enostavnimi tehnikami meditacije, vajami meditacije, poskušamo svoj umiriti. In potem, ko pridemo do tega stadija, da svoj umirimo, potem začnemo čutiti v sebi mir. Pozitivne lastnosti. Božanske lastnosti. Se pravi, mora biti miren, tih. Brez mirnega se ne da napredovati v meditaciji. Meditacija je, ko z določenimi tehnikami z določenimi vajami meditacije umirimo svoj in potem spontano pride na površje to, kar je tu notri v bistvu. Radost, mir, ljubezen, blaženost. Ne? In najprej to občutimo, potem, ko napredujemo, potem pa postajamo, se začnemo, bom rekel, stapljati ali zlivati v te kvalitete. Ne? Potem, v bistvu meditacija, če lahko rečem, je poistovetenje z našo notranjostjo. V bistvu, zdaj so neke pač meditacije, ne vem, kakor, ne vem, oziroma vaje joga, kakor nidra joga, pa neke sproščanja, dihalne vaje, to v bistvu ni meditacija. To so vaje sproščanja, vaje pomirjanja. Meditacija prav je pač, ko človek začne čutiti in se istovetiti z svojo notranjostjo. To je pač, imenujemo duša, sila, energija, nekdo pravi Bog. Pač. Se pravi, to je meditacija. Ne? Ja, in prav zanimivo je, kako, že ko si razlagal, se pravi v tem miru, da se umirimo in da si vzamemo ta čas, sem se jaz čisto vmes pomirila in prav začutila sem neko to mirnost. Ne? Pa se je to verjetno na začetku samo občutiš to, potem čez čas, to je verjetno tako, kot vse stvari. Pač delaš, ponavljaš, vsak dan ponavljaš in pol čez čas lahko tudi si. Ja, na začetku je potrebna disciplina in redna praksa. Ja. Na začetku je to relativno, za nekoga je to lahko par mesecev, za nekoga 1 leto, za nekoga 5 let. Odvisno, koliko je spremljiv, odvisno, koliko je discipliniran. V bistvu, bom rekel, da je disciplina kar pomembna. Ne? Potem pa pride čas, ko se meditacije začnejo dogajati spontano. Ko v bistvu je to kar del vsak dana. Ja, ampak v bistvu se pravi, je naš pomirjen, brez da bi se usedel, ne vem, na tla v lotos položaj ali kakorkoli. In enostavno lahko kuhamo ali vozimo, čeprav ne priporočam začetnikom, da meditirajo, ko vozijo. Tako da. Mogoče res ne. Pa recimo, velikokrat sem že slišala, tudi sama verjamem v to, da lahko mi sami pozdravimo svoje telo. Ne? In recimo, kako lahko nam meditacija pomaga pri fizičnih boleznih? Meditacija pomeni miren Ko je naš pomirjen, v bistvu bi začel z enim aforizmom, ki pravi, kakršne so naše misli, takšno naše življenje. Če je naš pomirjen, ne pomeni imeti, ne vem, malo misli ali ne vem, ali blage misli. Pomirjen ne. Ko je naš pomirjen, ker deluje tudi na emocije, ne, v bistvu, naprimer, strah se prvo javi v
ne, strah me nečesa, potem strah pride do emocij, potem človek doživlja neko Čutim to v telesu? ja, občutil najprej v emocijah neko nelagodnost, tenzijo, potem se pa to spusti na fizično, potem pa pride panični napadi in tako naprej. Tako da, če je naš pomirjen skozi meditacijo, potem bodo definitivno tudi naše emocije pomirjene in pa telo. Ko je pomirjen, ko so občutki pomirjeni, potem tudi telo deluje usklajeno. Naprimer, velikokrat pravijo zdravniki, pač od stresa, ne vem, si nekaj dobil, si zbolel od stresa. Tako da, če je naš pomirjen in če meditiramo in s tem dosežemo notranji mir, potem bodo tudi naši notranji organi, kot je srce, pa ne vem, vsi notranji organi, jetra, bo vse delovalo mirno in usklajeno. Če pa je v naši glavi en krog, bom rekel tako, pri spodobi, ki se vrti 100 na uro, ne, potem velikokrat čutimo tesnobo tu ali nas tu boli. Potem, če to leta in leta, potem to zna pripeljati do tudi fizičnih bolezni. Ne. Tako da najbolj važno je, mislim, meditacija in preventivno in, bom rekel, kurativno vpliva. Se pravi, miren je temelj. Glede na to, da ima veliko ljudi probleme z mislimi, s takimi hiperaktivnimi mislimi, tudi sama večkrat zelo težko umirim me zanima, kako recimo bi se lahko pomagali, da ga malce umirimo? Ja. Naša mentalna volja je prešibka, da bi se kosala z temi mislimi. Zato rabimo pomoč od srca. Se pravi, obstaja mentalna volja, tisto, kar hoče ampak tisto, kar hoče je danes bom tako, oziroma zdaj bom tako, čez pol ure bom drugače, jutri bom drugače. Ni konstantne volje in prave moči. Se pravimo, kakor po angleško pač je znan izraz soul, so will power, dušna moč volje. Ne? In to se z meditacijo pač da dobiti in ko to enkrat imamo, potem lahko enostavno počistimo s temi mislimi. Zdaj, moramo vedeti, da so misli nekaj, kar ni del nas. Zakaj imajo ljudje problemi z mislimi? Zato, ker misli sprejemajo kot svoje. Ker se z mislimi identificirajo. Spet, kakor mislimo, da smo telo, mislimo, da smo misli. Misli prihajajo od zunaj. Pa se to Naprimer, lahko... ko smo v meditaciji, ni nujno, da smo v globoki meditaciji, lahko smo popolnoma pomirjeni in opazujemo svoje misli. In bomo občutili, kako misel prihaja ali hoče priti v naš Zdaj, kaj večina ljudi dela napako, je to, da se identificira s to mislijo ali se celo ustraši. In ko se ustrašimo misli, potem jim dajemo moč, veliko moč. In potem, v bistvu, te misli rabijo dom, bom rekel, če lahko se tako izrazim. In njihov dom je naša glava, je naš Ne? In ko vidijo žrtev, da je nekoga strah, da je nekdo sprejemljiv za te misli, potem tam v bistvu ostanejo. Se pravi, meditacija nam omogoča to, da vidimo in dojamemo, da mi nismo te misli in da se z njimi ne identificiramo. Da jih, bom rekel, ne lovimo s svojo pozornostjo, da se jih ne ustrašimo, kar je najbolj važno. Ne smemo se ustrašiti, veliko ljudi se boji svojih misli in zato misli tudi ostajajo v nas. Enostavno se poglobiti v sebe, biti pomirjen in opazovati misli kot na nekem ekranu, zaslonu, pa kot ptice, ki letijo v bistvu zdaj na nami. Ali bomo mi to ptico, bom rekel, tako pri spodobi lovili, ali bomo pustili, naj gre mimo. Meditacija je to, ko gremo v sebe in vidimo misli zdaj na nami. Ali bomo sprejeli, ali bomo opustili. Zato imajo... Mogoče ljudem, ki se zdi to nekako čudno, da misli niso naše, ker to je, kako misli niso naše, če jih slišim, čutim, kakorkoli. Recimo, lažje si predstavljati tudi, ko se nam zgodi
recimo, da slišimo en stavek v glavi, ki je, ne vem, nisem dovolj dobra in potem to slišiš, da je v bistvu to mogoče tvoja mami govorila, ne, nisi dovolj dobra, da v bistvu slišiš, da to res niso tvoje misli, ampak da prihajajo od nekje druge, ali pa recimo iz medijev, ali pa vse to, kar spremljamo. Ja. Misli se nahajajo v atmosferi, v okolju, okoli nas, zunaj. Tukaj je, na primer, veliko misli, ne? Bom rekel tako, več. Zakaj je v naravi mir? Zakaj je v naravi mir v dolinah, v gorah? Zato, ker ni ljudi. Ne? Neke misli so tudi v nas, ki so gensko pogojene in pač tako, ne? Ampak večina misli je v atmosferi in te misli prihajajo v našo glavo v bistvu. Ne? In kakor sem rekel, pač, če lahko opazujemo misel kot ker definitivno mi nismo misli, v bistvu, ko smo v meditaciji, ko smo pomirjeni, ko je naš umirjen, potem mi vidimo, da smo mi v bistvu ta notranjost, ta mir, ta radost, ta blaženost in potem čutimo in vidimo misli in potem si rečemo, ja pa zakaj sem jaz to pred 10 leti tako se identificiral s temi mislimi pa jih sprejemal v bistvu, ne. Ni važno, ali nam reče kaj mama ali oče, v bistvu na nas, ali bomo to sprejeli, ali bomo pa ne, če nekaj lepega bomo sprejeli, če pa nekaj pač, bom rekel, ne vem, destruktivnega, pa moramo narediti en zid, ne, in zid, bom rekel, je lahko ignoriranje teh misli v bistvu. No, pa recimo, sem slišala tudi že večkrat vprašanje, če je meditacija neka religija oziroma sekta, pa me zanima, kaj bi ti odgovoril na to. Beseda sekta je latinskega izvora, ki pomeni biti ločen od originalnega. Tako da, od česa se je meditacija ločila? Meditacija je starejša, najstarejša od vseh religij. Milijone let. Meditacija je pač to, kar smo. Poglabljanje v sebe, to, kar mi smo. Tako da, Čisto naravno. Čisto naravno. Tako da meditacija se ni ločila od nobene religije, ni direktno povezana z nobeno religijo, spet bom rekel v skoraj vseh religijah, v nekaterih nezavedno prakticirajo meditacije. Naprimer v krščanskem, v pravoslavnem svetu, razen molitve, imajo tudi besedo, ki se imenuje tihovanje, ne? Kar pomeni biti tiho v bistvu. Ne? Čeprav so pač nažalost nekateri proti tem, ampak jo prakticirajo. Naprimer, tudi večina religij prakticira molitev in končno molitev nas pripelje tudi v tih kar je pač meditacija v bistvu. Tako da bom rekel, meditacija nima nobene direktne povezave z religijo. Ne? Kaj pa, prosti, da nam ne bo zmanjkalo časa. Redu, ni problema. Zanima me tudi, kaj je recimo razlika med meditacijo pa psihoterapijo. Ker oboje ima kar dosti podoben učinek, verjetno, sam da, mislim, se pa, jaz bi rekla, kar dobro razlikujete. Ja, tle lahko povem, kaj je razlika, kako v bistvu meditacija pomaga pri težavah določenih, kako pa psihoterapija. Psihoterapija se ukvarja z umom in deluje iz glave. Se pravi, tam analiziramo ali racionaliziramo, tuhtamo, premišljujemo, rišemo, iščemo neke vzorce. Zdaj, ne bom kritiziral psihoterapije, v bistvu psihoterapija mnogim pomaga. Si predstavljamo, kaj bi se zgodilo, če bi zdaj toliko milijonov ljudi nehali hoditi k psihoterapevtom, bi bil kaos. Ne? Tako da potem boljše nekaj kot nič, ne? Ampak bom rekel, ne vem, če bi to imenoval pomanjkljivost, ampak psihoterapija, v bistvu, če je problem v glavi, ne, problem je vedno v glavi, v mislih. Kako lahko glava sama sebi, v bistvu glava rešuje glavo, v bistvu, ne, bi bilo, kakor bi, ne vem, nekdo, ki je pohabljen, pač, ne vem, ali slep vodi v slepega, pač v bistvu, ne. Glava je tista, ki ima problem, v bistvu, ne, in glava sama sebi ne more pomagati. Rabi pomoč od enega višjega instrumenta in to je srce v bistvu. Ne. Pri meditaciji pa ni nobene analize, nobenega tuhtanja, nobenega premišljevanja, ker, kako sem rekel, sam problem je v mislih, v glavi. Tako da kako lahko
sam sebi pomaga, če pa je on v problemu. Se pravi, v meditaciji gremo popolnoma ven iz tega miselnega toka in se spustimo v srce. In večkrat, ko se poglabljamo v sebe, večkrat, ko gremo v meditaciji, bolj mir je tu, ne? Več miru je tu. To je razlika, ne? V bistvu, ne? Psihologija analizira v bistvu, ampak ne more priti iz tega vrtinca ven, ker sam problem je tukaj notri v bistvu, ne? Pri meditaciji se pa iz problemov, iz glave, iz misli spustimo v srce in večkrat, ko meditiramo, večkrat, ko občutimo ta mir, ne? Potem se spontano mir naseli v naših občutkih in v naši glavi. V bistvu to je razlika. Meditacija deluje iz srca, iz duše, psihoterapija pa problem rešuje z umom, tam, kjer problem v bistvu je. Ampak, kot sem rekel, ne, če nekdo ima problem sam, on mora iti nekomu da po pomoč. Ne? In bom rekel, mora iti po pomoč k srcu, k duši. V bistvu, Zelo dobro povedano. Pa recimo, kje pa ti vidiš največji problem v ljudeh na svetu v današnjem času? Jaz lahko povem iz gledanosti meditacije, oziroma duhovnega življenja. Nekako vidim problem tudi kar je moj učitelj rekel, pa tudi jaz tako čutim, v strahu. Strah. Strah pred svojimi mislimi, strah pred ljudmi, strah. Naprimer, če vam dam par primerov, ki so mogoče vezani za psihologijo, bom naštel par terminov, ki jih uporablja psihologija, naprimer panični napadi, potem socialna anksioznost, potem obsesivno-kompulzivna motnja. Ne. To je večina anksioznih težav. Ne. In pri vsem tem je strah prisoten. Naprimer, pri socialni anksioznosti to je en sam strah. Lahko imenujemo to trema, ampak to je strah. Ljudje se bojijo drugih ljudi, imajo strah, imajo tremo. Ne samo, da se bojijo nastopa pred večjimi ljudmi, ampak celo enega človeka v bistvu. Pri obsesivno-kompulzivni motnji imamo obsesije, ljudi je strah, da ne bodo sebi kaj storili, da ne bodo drugim kaj storili, potem kompulzije, razne v bistvu strah. Potem panični napadi je spet en skupek strahov. Ljudje se bojijo raznih stvari, bojijo se samega paničnega napada, bojijo se prečkati cesto, bojijo se iti v lift in tako. Tako da v bistvu strah. In s temi stvarmi se potem srečujemo v meditaciji, da nam lahko pomagajo, ne? Ja, na način, kot sem odpisal malo prej, v bistvu, kako meditacija deluje s tem, da se poglobimo v naše srce, v našo dušo in potem ni treba nič napenjati možgane, potem več, ko gremo v sebe, več miru, ko čutimo, se spontano v bistvu rešujejo in bom rekel, razsvetljujejo deli, kateri morajo biti razsvetljeni oziroma rešeni. Razumem. In še za zadnje vprašanje je, poučuješ tudi druge ljudi, kje te lahko najdejo? V bistvu, kot si rekla na začetku, že 25-26 let se ukvarjam, oziroma ne maram besede ukvarjam, bom rekel, živim življenje meditacije. Ja, imam tečaje, sem imel tečaje meditacije in tudi zdaj jih imam, tako da lahko me najdejo na Facebook strani, ki se imenuje Meditacija in anksioznost, ali pa enostavno na telefonski številki 041 642 409. Ok, super. To je to. Hvala lepa, Ananda. Res prav božansko je čutiti to tvojo energijo in to mirnost in prav dal si mi spet eno spodbudo, da začnem, da vključim meditacijo vsak dan, se pravi to mirnost in samo biti in dihati in ne prehitevati življenja. Tako da hvala ti res še enkrat. Hvala vam.